Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijem v samoti srci. Kjer potok izvira v skalovju hlada, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, v spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vseh dan. In zadnja, ko ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Kjer ptički radostno naznanjajo dan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Spoštovani gospod župan občine Kamnik, gospod Matej Slapar, spoštovana častna občanka, dr. Marjeta Humar, spoštovane Kamničanke in Kamničani, lepo pozdravljeni v imenu Društva Demos na Kamniškem na današnji slovesnosti. V teh pomladanskih dneh se Kamnik spominja velikega Kamničana, generala Maistra, in ob njegovem rojstnem dnevu praznujemo v Kamniku občinski praznik. Praznovanje raztegnemo na območje celega meseca. In v to obdobje pade tudi praznik demokracije, ki smo ga prvič občutili in doživeli 8. aprila 1990, ko smo imeli prve demokratične volitve v Socialistični republiki Sloveniji in seveda tudi Jugoslaviji. Čez 2 dni bodo volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Tudi to naj bo praznik demokracije in upam, da ga bomo dostojno proslavili. Čez nekaj dni, natančneje 25. marca, pa bo minilo 16 let, ko je od nas odšel France Tomšič, zaveden Slovenec, domoljub in začetnik demokratizacije. Najprej leta 86 tukaj v Kamniku, leto kasneje 87 kot vodja stavke in sindikalnega boja v Litostroju je pričel z demokratizacijo v Sloveniji in tudi njegov prispevek pri ustanavljanju prvih nekomunističnih strank v letu 1989 je bil izjemno pomemben. Za jugoslovanska politična opozicijska gibanja je bil izjemnega pomena sestanek na Otočcu v oktobru 1989. Še pomembnejši pa je bil njegov prispevek pri ustanavljanju HDZ-ja v juniju 1989. Demokracijo, ki se jo je naučil ob svojem delu in bivanju v Nemčiji, je torej uspešno prenašal na vsa področja in nivoje. Najprej na lokalno področje, potem republiško in še širše po tedanji državi Jugoslaviji. Bil je torej začetnik demokracije in začetnik širšega sindikalnega delovanja izven okvirov komunistične partije, demokratično torej tudi na sindikalnem področju.
Pred 10 leti je naše društvo Demos na Kamniškem v domu krajanov Šmarci organiziralo zelo kvaliteten simpozij o Francetu Tomšiču, ki je bil posvečen spominu na njegovo opravljeno delo in tudi raziskavam razsežnosti njegovega delovanja. Pred pol leta smo uspeli s pobudo županu in občini Kamnik, da so Tomšičeve zasluge za spremembe v življenju Slovencev tako velike, da si zasluži pomnik, ki nas bo vedno spominjal na tiste težke in zelo prelomne čase. Globje smo razpravljali o njegovem delovanju tudi na okrogli mizi ob odkritju spomenika. Prav se njegove zasluge za prehod v demokratično družbo nas nagovarjajo, da se mu za njegovo veliko delo iskreno zahvaljujemo. Hvala ti, France. To slovesnost s kulturnim programom spremlja tudi znani kamniški kvartet Krt, ki je začel to slovesnost s pesmijo, domačo, domoljubno pesmijo Triglav. Nekaj pa jih bojo še zapeli. Sedaj pa bi k nagovoru povabil gospoda župana, gospoda Mateja Slaparja. Prosim. Hvala Jože za besedo, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni tudi strani občine Kamnik. Ja, stojimo tukaj na pobočju Malega gradu, kjer sta družbo Karlu Juriju Starovastniku v lanskem letu začela delati tudi France Pirc in pa France Tomšič, torej trije pomembni Kamničani, ki so zaznamovali zgodovino našega naroda ali pa tudi naše občine, pa tudi na nek način Evrope. Prvi kot doktor, drugi je bil misionar, je bil sadjar, ki je na nek način poskušal vse te naše zelenice, vse te travnike zasaditi sadnim drevjem, ker je vedel, da lahko pride do tudi kaj hujšega in če bomo imeli samo oskrbo, če bomo imeli stvari, bomo lažje kot narod preživeli in njegova zasluga je, da so skoraj vsaka zelenica je danes posajena sadnim drevjem. Na moji desni pa je France Tomšič, katerega zasluge so še večje, ki je bil takrat v tistih kritičnih časih, kateri so bili najbrž tudi kar nekaj je danes tukaj njegovih sodobnikov, ki sta bili njegovi prvoborci, ki je v tistih prelomnih časih znal stopati naprej in je dejansko zagovarjal tisto, kar je prav za ta narod, demokracijo, svobodo, dejansko pluralnost, razvoj in takrat je to dosegel skupaj s somišljeniki, takrat v Litostroju s stavko in pa gibanjih so se potem nadaljevali in to so bili zametki demokratizacije naše države, zametki tega, da je prišlo potem do demokratičnih procesov, torej do plebiscita in pa kasneje do osamosvojitve, ki je dala tej državi, temu narodu en poseben, en nov razcvet in sicer možnosti, da dejansko mladi vsi, ki smo tukaj v tej državi, se razvijamo in da na nek način imamo dokaj dober standard in da tudi imamo prihodnost. Zdaj po vstopu v NATO in Evropsko unijo se je ta država razvila in dobila še boljše pogoje za razvoj. Danes smo člani mednarodnih organizacij NATO, Evropske unije in tukaj delujemo na celotnem evropskem trgu in dejansko imamo neslutene možnosti za razvoj. In začetnik tega je bil v tej novejši zgodovini France Tomšič, kateremu gre izjemna zahvala in pa seveda njegovim sodobnikom. Jaz si želim čim več Francetov Tomšičev tudi danes, tako v politiki kot v sodstvu, kot na vseh sporah javnega življenja, kajti pogum Franceta v tistem prelomnem času je naredil, je dal pobudo, je dal neko iniciacijo za novo državo, za našo svobodno državo. Danes, ko pa iz medijev marsikdaj slišimo razne informacije, bi si pa podobnih Francetov Tomšičev želel tudi v sodstvu, tudi v drugih sporah, tudi v politiki. In v politiki jih kar nekaj je, deljo imamo priložnost, da na nek način nasledstvo Franceta Tomšiča ponovno izvolimo in verjamem, da bo Slovenija po nedelji bolj demokratična, bolj razvojna, bolj svobodna, pa ne v pomenu stranke, kot pa v pomenu, ki ga ta beseda izraža, torej da bomo dejansko svobodni, ne pa samo kot naziv stranke. Tako da
Iskrena hvala vam, ki ste prišli spomin na Franceta Tomšiča tukaj obeležiti, ki ste tukaj z nami. Tudi on je bil najprej v idejah sam, najbrž njegova žena ve, da je sam v sobi razmišljal, potem je dobil še somišljenike, pa vendar je potem prišlo do enih velikih gibanj, velikih sprememb, ki so nam dale državo. Tudi danes smo mogoče majhni po številu, a močni v duhu in verjamem, da bo tudi po nedelji ponovna pomlad v Sloveniji zacvetela. Hvala, pa vse dobro želim. Hvala lepa županu za lep, prijazen nagovor. Sedaj pa bo s programom nadaljeval naš kvartet Krt in za začetek bojo zapeli eno pomladno pesem, ki jo je napisal Kamničan, skoraj sosed, France Valandič. Ne bo zepneti krepet se odpru, poljublja zlucem življenje, kako je čisto vidimo na dnu. Mračno vetrov daljavi je šumenje, iza gor s temno sigajo roku. Naj tebi vidno jasno bude po nebu. V nebu se preti krepek se odpru, poljublja sunce življenje, kako je čisto vidimo na dnu. Hvala lepa. Sedaj pa k besedi vabim slavnostnega govornika, magistra Igorja Podbrežnika, prijatelja in pa tudi sopotnika našega Franceta Tomšiča. Prosim. Spoštovani, ko sem dobil to prijetno nalogo, sem ugotovil, da smo danes 20. marca in 20. marca pred 16 leti je imel France svoj zadnji nastop tukaj zraven nad kavarno Veronika. Tako da to se mi zdi neko naključje, ki je pa v resnici meni še posebej drago. Odločil sem se, da bom to takoj na začetku povedal, potem sem pa napisal še par misli, ki vam jih želim danes podeliti. Naj opozorim, da se je France Tomšič pojavil iz popolne anonimnosti še v prejšnji propadli državi z neko drugo družbeno ureditvijo, ki ni bila demokratična, lahko bi dejali celo, da je bila nevarna za svobodomiselne ljudi. France je svojo karizmo, vizijo družbenih sprememb po vzoru razvitega zahodnega sveta in svojim zgledom, lastnim zgledom, potegnil za seboj številne sodelavce in podpornike. To vedno rad poudarim. Osvojil je srca najprej krajanov Novega trga, delavcev Litostroja in potem vsega slovenskega delavstva. Odprl je razprave o številnih vprašanjih, ki se nam nehote odpirajo tudi danes in so danes še kako pomembna in relevantna.
Nekateri družbeni izzivi, s katerimi smo se pred 40 leti soočali Tomšič in njegovi sodelavci, imajo vzporednice tudi v današnjem času. Ko govorimo o Tomšiču, ki je s svojim delovanjem rahljal in razgrajeval nekdanjo družbeno ureditev, v kateri je bila odgovornost za napake posameznikov in pa posameznih političnih forumov podružbljena. Rekli so z množico delovnih ljudi in občanov, kakor da so oni tisti, ki so odločali vsem. Se je naša misel nezavedno ustavi v današnjem času. Delovni ljudje in občani takrat smo posledice napak tudi plačali. Državljani tudi danes z dragimi potrošnimi dobrinami plačujemo neverjeten pohlep posameznikov, ki so si brez lastnega kapitala zamislili in se tudi lotili lastnine največjih slovenskih uspešnih gospodarskih družb in s tem povzročili velike težave v poslovanju, znižali kapitalsko moč ali jih celo poslali v propad. Naj zaključim ta kratek nagovor po Tomšičevo. Danes medijski delavci, ki so spet, kot so bili nekoč zgolj družbeno-politični delavci, spet pišejo hvalnice aktualni oblasti. Kritično se ukvarjajo samo z opozicijo, zgražajo se nad vsemi, ki slepo ne podpiramo oblasti. Očitajo nam prepirljivost, nezmožnost dialoga. Na pravkar povedano je Tomšič, začetnik demokracije, prav tu v Veroniki nekaj dni pred smrtjo povedal, čemu je namenjena demokracija. Namreč, namenjena je dialogu, tudi burnemu, vendar usmerjenemu k rešitvami za državljane. Povedal je tudi, da smo del Evrope. To je povedal tudi sicer večkrat, med drugim tudi pred množico na Kongresnem trgu, ko se je pravzaprav dokončno odločila usoda prehoda iz prejšnje države v samostojno Slovenijo. Zakaj Evrope? Zato, ker nam ponuja dovolj priložnosti za narodni razcvet in obstoj. France je rekel, da je za nas edina prihodnost dejansko samo Evropa. Predvsem pa nam Tomšičev politični življenjepis pove, da se spremembe začenjajo s posamezniki, z vizijo in zgledom. Te elite, pretekle in današnje, tega ne zmorejo, za njimi ostajajo le votle besede. Torej, brez Tomšičevih političnih naslednikov odločnega napredka ne moremo pričakovati. Še naprej bomo plačevali za tuje napake in pohlep danes že povsem razbesnele elite. France Tomšič, hvala ti, da si bil svetilnik v nove čase. Naj se končno razcveti demokracija, ki si jo povrnil v naše kraje. Kamnik je tudi Tomšičevo mesto. Na to bodimo ponosni. Ja, magistru Podbrežniku se zahvaljujem za te lepe spodbudne besede, za besede, v katerih je oživil in podoživel misel in delo našega rojaka Franceta Tomšiča. Za zaključek pa bomo slišali še dve pesmi. Ena bo tudi Pomlad od našega Rudolfa Maistra, druga bo pa Ljubezen do domovine od Grozeta. Tako. Hvala lepa. Cvetu narcise nagnili in bile lilije pa tulipa.
prav tako kot lani. V grmovju poje črni kos, topi se slavec mili pismi znani. Škrjanček žvrgoli v nebo, oj prav tako kot lani. In vsak fantjem mi gredo, s piščalkami po zeleni poljani. Deklita pa jih ljubijo, oj prav tako kot lani. Jaz pa sem sam na zemljici, veselja dnevi drugim so razdani. Pomlad je spet, a za mene, oj prav tako kot lani. Pomlad je spet, a za mene, oj prav tako kot lani. Če me ti ne boš ljubila, že sem drugo si izbral. K njej bo duša v vas hodila, njej srce bom svoje dal. Tu je moja domovina, njej poslej bom pismi pil. Ona moja bo edina, le po njej bom hrepenil. Dokler me ne bo ovila, noč svoj tihi črni prt, in na čelo poljubila, kot edina bila smrt. In na čelo poljubila, kot edina bila smrt. Tako, hvala lepa kvartetu Krc za prijetno zapete, lepe slovenske pesmi. S tem, da lahko povem, da zadnje 3 je v glasbo kar Domine Krt. Hvala ti, ker skrbiš za to, da te prijetne pesmi tudi lepo zazvenijo. Hvala obema govornikoma, županu, gospodu Mateju Slaparju in magistru Igorju Podbrežniku. Hvala pa tudi vam, ki ste se udeležili te slovesnosti. Ni nas veliko, ampak smo pa tisto bolj iz srca. Naš zbor Odmev je že imel mnogo nastopov. Enkrat pa se spomnim, da nas je bilo malo čez 30, poslušalcev pa 5. Ampak smo bili navdušeni, ker so oni še bolj ploskali, kot če bi bila polna dvorana. Tako da tisti, ki smo pa ta prav. Hvala lepa vam.